se je cel avtobus vključil v to akcijo. Seveda, noben ni vedel, da je to gledališče, ker je tudi namen nevidnega gledališča, da ni konec publika zvedeti, da je sploh bil performance. Ampak ja, dejansko v tistem, ko so igralci začeli se vreti homofobi dol, se je cel avtobus začel vreti homofobi dol. Na ključni ljudje, ki sploh niso vedeli, kaj se dogaja. Kar je bilo super, kar je bilo v drugi strani, kar je bilo pa napaka, ki smo jo naredili, je pa to, da glede na to, da je bila to moja zgodba, iz kjer smo črpali, sem bila pol jaz sem se potem javila, da sem igrala homofobkinjo v tem prizoru. Kar pa seveda je bila napaka, zato ker sem jaz potem doživela dvojno stigmatizacijo. Najprej v moji osebni zgodbi in potem še, ko sem nastopala kot opresorka in me je cel avtobus v bistvu zrinil dol. Tako da vse te napake, vse te pomisleki so skozi refleksijo, ki sem je tudi v tem priročniku, mislim, da se najde na Kobisu, na spletu in tako dalje. Ampak ja, o čem hočem danes govoriti? O tem, da trenutno kot socialna delavka / mladinska delavka na LGBTRI delam z LGBT mladimi. Mogoče da razčlenom, mogoče nismo vsi seznanjeni s kratico. LGBTIQ+, lezbike, geji, biseksualne osebe, transspolne osebe, interspolne osebe, queer osebe, plus je pa za vse identitete in disidentitete zunaj tega, znotraj tega, zato vedno uporabljamo plus. Da dam en primer, kako na LGBTRI delamo. Za gledališčem zatiranih leto pa pol nazaj smo imeli mladinski tabor, ki ga imamo vsak let, ampak takrat je bil na temo gledališča zatiranih. Mladinski tabor poteka tako, da gremo za cel vikend nekam v Slovenijo, da nismo v Ljubljani, in v bistvu je pač mladinski tabor posvečen neki temi. Zdaj je bil gledališču zatiranih. In smo cel vikend sprobavali različne metode in nekako vrhunc na koncu je bil odigrano forumsko gledališče. V čem se mi zdi, da je razlika pri našem delu gledališča zatiranih ali pa pri mogoče kakšnih drugih, je, da mi črpamo zgodbe iz LGBT, od oseb, ki so LGBT, in potem so te osebe tudi igralci in igralke v forumskem gledališču oziroma v kakšnih drugih oblikah gledališča. Velikrat smo v konfliktu s kakšnimi drugimi izvajalci, ki pa uporabijo zgodbo in potem najamejo profesionalne igralce, da to igrajo za neko manifestacijo zunaj, za neke socialne spremembe. To bi pač rada izpostavila, da to je neka razlika in nek stand, od katerega ne odstopamo. Zato, ker tudi, pa bom kar prebrala citat, če želite delati forumsko gledališče, ga delajte v sebi, o težavah svoje male družbe, ne bodite herojski in pokroviteljski in zato ne govorite o težavah drugih ljudi, samo da bi preverili, če metoda učinkuje. Ne samo za gledališče zatiranih, tudi pri vseh drugih treningih, ki jih delam in ko treniram mlade trenerje in mlade trenerke, naj bo metoda tista, ki služi vaši vsebini, ne pa da vsebina služi metodi. Ne da vse skrčimo za to, da pašemo to metodo, za to, da bo šlo po zakonitostih, kakor smo jih predvideli. In pač sploh pri gledališču zatiranih se mi zdi, da tudi preko prakse sem se naučila, da ja, pejti z vsebino, ne to z metodo. Metoda je tam, da se lahko uprimaš na vsake tok, če ti spodrsne, ampak ja, da še izpostavim zakaj, kaj so specifike pri delu z LGBT skupnostjo, je to, da ni veliko varnih prostorov za LGBT osebe. Ni veliko prostorov, kjer smo videne, take kot smo. Naprimer, da dam primer, nismo vse govorke ženske, ker se jaz definiram kot nebinarna oseba. In to se, naprimer, konstantno dogaja. In tudi ne samo pri spolnih identitetah, tudi pri spolnih usmerjenostih, pač naša družba je taka, da se predvideva, da smo heteroseksualci, da smo cisspolne osebe, da živimo popolno slovensko življenje in tako dalje. In ni veliko varnih prostorov za LGBT osebe, kar pomeni, da mislim, da večina nasveda za gledališče zatiranih pa je pomembno, da se človek počuti kakor toliko varno, zato da se lahko izraža, kot se želi in da v nekem varnem prostoru sproba v praksi neke teorije, ki jih ima v glavi, kako mogoče reagirati v določeni situaciji. Kaj mi v Mladinskem centru probavamo delati z metodami gledališča zatiranih, je, da probamo teorijo vsaj polovično pretvoriti v prakso, zato ker se mi zdi, da veliko naših uporabnic in uporabnikov v teoriji ve,
kako reagirati, če se zgodi homofoben napad, če slišiš homofobno opasko, če slišiš žalitev. Ampak čist nekaj drugega je vedeti v teoriji in potem probati to v praksi. Čist nekaj drugega je. In z metodami gledališča zatiranih se mi zdi, da odpremo vsaj 10% damo možnost, da probajo to v praksi. Čeprav je v varnem okolju, čeprav ni ista situacija, čeprav je potem še 5-krat težje, ko se dejansko soočaš z opresorjem, ampak vsaj telo ima izkušnjo, kako je bilo in vsaj telo ima izkušnjo. Enkrat sem to že naredil, mogoče pa lahko še enkrat. Tako da ja, to so neke specifike, potem so seveda še specifike dela s telesom, sploh zato, ker sploh pri LGBT posameznikih in posameznicah je telo velikokrat patologizirano, objektivizirano, veliko je opask in mnenj in stališč strani družbe o tem, kakšna so telesa, kaj so prava telesa, kaj niso prava telesa, tako da tudi to moramo imeti v zavesti, ko delamo z LGBT plus posameznicami in posamezniki. Mislim, da bomo na tej točki zaključili. Se mi zdi, da ful hitro govorim. Tako da ja, še enkrat, na kaj se opiramo, na to, da smo res pozorni, s kom delamo, kako delamo in da ne uporabljamo njihovih zgodb za neke socialne spremembe, ampak da dejansko njihove zgodbe uporabljamo za to, da jih oni sami potem z našo pomočjo uporabijo za socialne spremembe in zraven tudi seveda v veliki meri krepijo svojo moč. In svojo moč kot posamezniki in svojo moč kot skupnost, ker pač skupaj to delajo. To je to. Vprašanje za Katjo, ki je začela, da nisem poimenovala. Sem jo pa poimenovala tem z Burko, tako da nekaj očitno prosate moram. Sad ne znam da li je bolje da govorim na srpsko-hrvatskom ili ne. Ne razumijem slovenski napad, isto za sve ostale, ne znam šta vam je. Je li vam okej? Mene zanima, mi smo u Zagrebu, surađujemo također i osobno i institucionalno sa Zagreb Radom, koja je LGBT udruga. I među ostalim smo radili na zapravo treningu policajki i policajaca za zločin iz mržnje, način na koji oni se susreću zapravo sa LGBT osobama koji dožive zločin iz mržnje, kako to hendlati. I ono što mi se... Počasnije, Može. Znači, trening je bio za policajce i policajke koji se susreću sa LGBT osobama koje su doživjele zločin zbog toga što su LGBT. Znači, bili su pretučeni ili silovani ili što god, ali ovo je dodatno zločin iz mržnje zato što je njihov identitet bio povod ili uzrokovan tom zločinu. I tu smo jako raspravljali o tom slučaju, koristili smo neke metode kazališta potlačenih, to nije bilo zato što smo radili sa policajcima koji su u tom slučaju bili tlačitelji zapravo, ali smo htjeli njihovo ponašanje na koji način pretvoriti u saveznike u tom slučaju, ali neke metode smo koristili i ono što sam razmišljala ovo pitanje, tko je taj ko treba u toj situaciji igrati? Da li su to osobe koje su stvarno doživjele ili je možda to onda pitanje zapravo na koji način solidarnost funkcionira, kako neko ko to iskustvo nema da ponovno prolazi stigmatizacije i napade kroz glumu ili da to mjesto zauzme netko ko nema to življeno iskustvo, da onda zapravo podmetne se u predstavi. Mislim, napravili smo nekakav kompromis, na kraju sam ja igrala recimo trans osobu koja nisam trans osoba, ali jesam bi pa imam neko iskustvo na taj način koji je isto osobno, ali nekako i osjetim da ima to nekako čisto me zanima, jako puno smo razmišljali o tim stvarima, pa me zanima čisto kako vidiš, ne? Jer se jako slažem sa ovim da
to, da zapravo ono, ne preuzim, da govorimo iz svojih pozicij, da tražimo načine kako da djelujemo iz svojih pozicija. Jaz mislim, da tudi en pristop, ki ga upoštevamo pri svojem delu, je pač pristop intersekcionalnosti, kar pomeni, da se upošteva čim več aspektov identitet posameznic, posameznikov, kar pomeni, da v nobeni situaciji nekdo ni samo žrtev in nekdo ni samo opresor. Vedno v svojem življenju je vsak bil kdaj v vseh pozicijah, opresorja, žrtve in še 100 vmes. Ampak ja, v dani situaciji, tako kot sem prej razlagala nevidno gledališče, ki smo ga delali, pri nas se je izkazalo, da ni v redu, če oseba, ki pove zgodbo, oseba, ki je bila žrtev, ne maram tega seveda, ampak ni v redu, če je potem opresor, no, ko se igra to. Fajn je, ja, če opresorja igra neka oseba, ki se mogoče lahko poistoveti z normo, ki je prisotna v tistem kadru, v tisti predstavi, v tisti igri. Naprimer, igramo prizor homofobije, fajn je, da je opresor neka oseba, ki je heteroseksualna. Pa tudi, če nikoli v življenju ni dejansko bila aktivna opresorka. A sem odgovorila? Ne, pa ona je vprašala za to žrtev, ne, če moralno, da gre ta žrtev še enkrat skozi isti proces tega vsega, da to odigra, kar je bilo, da se je zgodilo. Ne vem, pri samem nevidnem gledališču jaz sem ga izvajala samo takrat, potem ga nisem več, ker ni bilo priložnosti, ker zauzema ful časa, tako da pri nevidnem gledališču ne znam odgovoriti, kako bi bilo najboljše. Pri nas v nobenem prizoru ni oseba igrale same sebe. Pri forumskem gledališču, ko sem prej omenjala ta mladinski tabor, smo šli pa tako, da, ker itak forumsko gledališče se igra prizor večkrat in večkrat in večkrat, da sem jaz kot moderatorka, kot joker, sem presodila, kdaj bi bilo fino njo vključiti. In od same skupinske dinamike sem takrat presodila, da je fajn, da je v zadnjem prizoru, prej je bila skozi vlogi režiserke, ta oseba, ki je povedala zgodbo, v zadnjem prizoru sem jo vključila, da je igrala samo sebe. Zato, ker sem presodila, da bo to korektivna izkušnja za njo. Iz tega ven. Imamo še prostor za kakšno vprašanje? Kako pa so mladostniki sprejemali to gledališče zapiranje? Odvisno s kakšno hitrostjo greš. Na taboru, ko smo imeli veliko časa in smo šli res postopoma in postopoma in postopoma, jim je bilo zelo všeč. So tudi zelo sodelovali, ampak seveda je treba bilo iti počasi. Če pa kdaj hočemo narediti 3-urno, 4-urno delavnico samo forumskega gledališča, pa je, od začetka se vidi, da niso vajeni delati s telesom, da jim ni udobno, tudi to, kar sem prej govorila, v mladinskem centru imamo veliko oseb, ki so transspolne osebe, kar pomeni, da jih velika večina ni comfortable s svojim telesom, kar pomeni tudi, vidiš v drži, težko se pol izražajo preko telesa, tako da odvisno od skupine, pa odvisno koliko časa imaš, no. Mislim, da predvsem čas je klej pomemben. Drugače pa jim je všeč, no. Predvsem jim je všeč zato, ker ni sedenje in poslušanje. Časomilka, imamo še? Še 4 minute. Torej, lahko še izkoristite čas za kakšno vprašanje? Bolj natančno razložite nevidno gledališče v avtobusu, sem radovedna. Bom razložila ta primer homofobije, ko sem že prej ga začela. To je bilo tako, da itak prizor smo vadili prej dolg časa, pač v neki sobi na faksu, v čitalnici, se mi zdi, da smo vadili. Koliko vas je bilo, ki ste šli v avtobus to izvesti? 6, 7 nas je bilo. V bistvu je potekalo... Vsi na isti postaji vstopili? Ne. Potekalo je tako, da smo na različnih postajah vstopali, od Ortobara pa do Bavarskega dvora, tam meni železniške. Mislim, da na prvi postaji sta šla gor 2 opresorja, torej jaz in še en kolega. Na drugi postaji je šlo par mimoidočih gor.
In potem na postaji pri železniški je šel nek lezbičen par gor, ki sta se držali za roko, sta se ljubčkale, na kar sva midva prestopila, začela s komentarji, da kaj pa, ki so bili seveda, ker sta bile dve lezbiki napol seksistični, napol homofobni, kot je vedno ta čudovita mešanica. Sva začela s komentarji in na kar se je ena očividka, oziroma bypasser, se je začela dreti čez cel avtobus, homofobi dol, na kar se je pridružila še ena na drugi strani avtobusa. To so bili ljudje iz naše skupine. To je vse potekalo od železniške do Bavarskega dvora. Kaj veste, koliko je en vink? To je bil najdaljši vink v mojem življenju. Ampak ja, odkar sta se one dve začele dreti, se je potem začel cel avtobus dreti. Sicer je bila dvojka, ta mala, ampak cel avtobus se je začel dreti homofobi dol. Jaz sem komaj čakala na Bavarcu, da odpre ona vrata, da grem dol, prosim, spustim me dol. Ampak ja, pa smo šli pa tudi dol iz avtobusa, smo šli tako postopoma in potem smo bili v bistvu zmenjeni, da se dobimo na Metelkovi, da smo naredili evaluacijo. Ampak ja. Potem na Bavarcu vas je koliko šlo dol? Samo mi dva. Kako da se pa ljudje ozdali, ko ste šli dol? Mislim, da je nek mimoidoč ne od naše skupine šel do teh dveh punc, vprašal, če sta v redu, kako sta. Pa so pa še te naši drugi igralci šli dol iz avtobusa, v bistvu so šli one ta zadnje dol. Tako da ja, zelo podporno. Kako ste pa združili, da ste te dve punce odreagirali na homofobi dol in na kako res je spremljali? Zelo pasivno sta odreagirali. Ali ste se ozirali razno na to? Ne, bilo je pust me. Tako, probali smo iti čim bolj, kako bi res reagiral nek neznanc. Ker tudi, ko smo pa vadili, smo pa veliko časa namenili temu, da smo debatirali, kako odgovoriti na nasilje. In smo v bistvu prek vaj ugotovili, ker smo sprobali mnogo scenarijev, in smo prek vaj ugotovili, da s tem, da greš ti v dialog z nasilnežem, nikamor ne prideš. Ker smo v vajah videli, da smo se pač zakvačkali smo se. In smo pa se tam nekaj šli pogajanje in nekaj smo debatirali in nikamor nismo prišli. Zato smo pa tudi ta pristop izbrali. Pa se take scene dejansko dogajajo v Sloveniji, ker jaz sem v New Yorku, kjer so heteroseksualci že skoraj v manjšini, je ful res. Kako pa me zanima, kakšna je klima, kaj se tega tiče, so res take scene, da nekdo pristopi do para, če je, ali se sploh par ne upa okrog hoditi? Mislim, iz mojih izkušenj, pa tudi iz poslušanih uporabnic in uporabnike, veliko ljudi se sploh ne upa javno izpostaviti, seveda. Tudi če se javno izpostaviš, je to, da preden primeš partnerja za roko, se 3-krat obrneš okrog in preskeniraš vso okolico možno. Zdaj pa tako, se tudi dogajajo razni napadi, prav tudi fizični, velikokrat se dogajajo verbalni, kakšni klici, dretja, Tle je zelo, tako kot sem prej rekla, spet nek pristop intersekcionalnosti, velikokrat je seksistično tudi pogojen in ne samo homofobno. Velikokrat so razne pejta z mano, pa bosta straight. Razne take. Ampak ja, je pa tudi na žalost, kaj opažamo že vrsto let, da je v Sloveniji zelo velika centralizacija na Ljubljano. In da takoj, ko greš ven iz Ljubljane, je slika absolutno totalno drugačna.